Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice med dvema praznikoma. Z menoj sta zdaj še stalna komentatorja, Boštjan Turk in pa Peter Jančič, dobrodošla. Je lepo, da ste si vzela čas, ne? Ti praviš, da si se danes pripeljal posebej za to dajo iz Štajerske, ne? Drži, Peter? Ni prometa, ne, velikega. Razen tovornjakov ogromno. Ja. Pa zastoji so pa bili, ker pač Dars dela. Dars dela, ampak slišim, da so tam proti obali, zdaj približno 7 km že dolgo, tam nekje do Postojne, ko sem poslušal prej po radiju. Ja, pa to, kar so celo delali na tej cesti od Štajerske proti Ljubljani, ni bilo, da bi bilo vse prazno. Ne, videl sem ljudi, da so delali to, kar sem ljudi, ker včasih to ne vidiš. Ja. Ampak danes mislim, da nadaljujemo komentiranje te situacije, politične sestavljanje nove vlade, pa še predno gremo na to. Boštjan, bral sem tvojo kolumno, analiziral si sama Uhana, ne, oziroma kaj bi se pravzaprav moralo zgoditi po tej njegovi izjavi. Mi smo zadnjič, tukaj je bil Peter Gregorčič sedel, ker tukaj je bil zadnjič Bernard Nežmah. Dve različne debati, dve različne pogleda smo imeli. Nežmah je govoril, da to, kar je pač govoril Uhan, ni bil nek akademski diskurs, ne. Peter je pa zagovarjal striktno to, da ima pač pravico do javne besede, ne, kar verjetno na nek način ni sporno, ne. Ti pa praviš v zadnji kolumni na mojem portalu, si rekel, da bi se mogla v bistvu univerza, Ljubljanska univerza, upravičiti vsem bodočim, sedanjim in bodočim študentom, ki se bodo na njo vpisali, ne. Pa to verjetno ne pričakuješ, da se bo to zgodilo? Ne, mislim, torej tu seveda ti lahko govoriš nekaj kot posameznik in kot posameznik si upravičen do vse, bi rekel, javne besede in tako naprej, ne. Ne moreš pa svojega privatnega mnenja izražati oziroma uporabljati institucijo, ne, in izražati svoja privatna mnenja tudi lahko do določene mere, nikakor pa ne, ko ta privatna mnenja postanejo rasistična oziroma pač fašistična. Torej govoriti, diskvalificirati na tako očiten način, ne, volivce neke politične stranke, ne, pa se to je delal Mussolini Slovenci. To še danes, če se pelete po okrog Trsta, ne, skjavi fuori, ne, vi ste so državljani drugega razreda, imamo prvorazredne, imamo drugorazredne, sej predsednik Turk, ki je govoril o prvorazredni pa drugorazrednih temah, sej to ni na njegovem zelniku zrastel, to je dedičenje totalitarizmov. Tako so v Slovencih razmišljali nacisti, da pač smo Slovenci drugorazreden narod, Stalin, da moramo Slovenci seveda izginiti, ker si je narod itak zapostavil, pač preživeta kategorija, in Mussolini, da so pač Slovenci taki, da v primerjavi z italijansko kulturo smo pač ničle, zato nam je treba vzeti jezik, zato nas je pač treba držati stran od izobrazbe, ne. In to je seveda, mislim, ena zelo neposredna posledica tega govora, druga neposredna pa najbrž ni nobena skrivnost, lahko povem, ne, da se znotraj univerze, predvsem družboslovni oddelki in fakultete soočajo z zelo pomembnim upadom vpisa. Z zelo pomembnim upadom vpisa in seveda v tem kontekstu taka izjava je naravnost norost. Mislim, namesto da bi deloval integrativno in rekel pač vsi mladi ljudje so prihodnost, ne, mlad človek se odloča, se bo vpisal na fakulteto, ne, se pravi, ko se prebija v življenje in tako, ne, in nekdo, če recimo ne vem, večina Slovenije zdaj volila na desno, če gledamo zgolj v teh, bi rekel, Golob je zmagal, Svoboda je zmagala, se pravi na skrajnem zahodu oziroma jugozahodu Slovenije, v osrednji volilni enoti Ljubljana center, pa še v malih nekje, a večina Slovenije obarvana rumeno. In zdaj, da ti kot dekan napadeš večinske volivce, ob tem, da se kot bi rekel dekan, seveda se to ve, sooča z zelo hudim upadom, vse družboslovne fakultete se soočajo z hudim upadom študentov in študentov je to iz leta v leto. Mislim, da moram govoriti o podatkih, ampak podatki so katastrofalni za zdaj, za 26, za 25. Kje pa imaš pamet, da ne rečem drugega, ne? Se pravi, ti gledaš tudi z praktičnega vidika. Ja, jaz to gledam, zato sem pa rekel, da bi se mogla univerza opravičiti, ne? Kar se seveda ne bo, zato ker je pač Uhan na strani prvorazredni, ker je ta mentaliteta še vedno tukaj, ne? Ampak zaradi vpisa, zaradi študentov. Ja, pa kako se bo pa en študent počutil, ki je recimo volil SDS, in takih mora biti ogromno, če je SDS dobila toliko med mladimi, potem pa pride na fakulteto, se bo pa vpisal na fakulteto, na kateri ga diskvalificirajo najbolj, se pravi, to je ontološka diskvalifikacija. To ni diskvalifikacija, ti za to nisi dober, ampak si dober za to. To je diskvalifikacija, ti nisi za nič
dober. To je grozljivo orodje zaničevanja, negacije, odstranjevanja. To pač enostavno ne gre. Ne vem, če še kje kakšen dekan v Evropski uniji, ki se je ob priložnosti volitev tako izrazil. Ne vem, če je. Jaz bi nekaj opozoril, kar je večina spregledala, kar je še po mojem dosti pomembnejše in gospoda Uhana predstavlja še veliko slabši luči in težave postavlja fakulteto, z katere prihaja. On je predtem pol leta sodeloval v propagandnem projektu SeeAllNet gospe Trunkove, ki so jo pripeljali z obrambnega ministrstva, PR-ovka gospod Želj, ki je tudi prišel z obrambnega ministrstva, ki so ga postavili za direktorja, ne, v volilnem letu, ne, in ona je tam pisala propagandne članke, kjer je prizdigovala Svobodo in Goloba. In gospod Uhan je redno v teh člankih, ne, celo video posnetke sta snemala, komentiral in delal to isto promocijo za Svobodo in Goloba. Paste, to je po tvoje že sodelovanje v kampanji, ali kako? Ja, gledajte, on prihaja z fakultete, ki vzgaja novinarje. Ne? No, in je tukaj sodeloval v neki sramotni dejavnosti, kjer so novinarstvo zlorabili, ne? In so neko PR-ovko vladno nenadoma razglasili za novinarko, da je pač potem propagandne in to razvidne propagandne članke objavila, medtem je šla že, ni več tam, ne, je šla že nazaj. Ne. Je šla nazaj že? Ja, vse tako. Ne, videl sem, da je odgovoril jezik odstopil, ne? Kakor mi razlagajo na SeeAllu, je ni več tam, je odšla. Se šla si nazaj, bila čisto poslana na to operacijo. Ja, bila je poslana na to operacijo, poglejte po svetu, ne, da ti prehodi iz PR-a, v Nemčiji je bil recimo znan primer novinarstva, rabiš 10 let, da se lahko vrneš v nek resen medij, ki ima nek ugled. Drugo je, če greš strankarski, ne, ampak SeeAllNet je državni medij. Tole, da so to zlorabili na ta način, lejte, prvič je to korupcija. Ker gre za državni medij, pa vladno stranko, ki si je zagotovila reklamo na način, ki je za novinarje popolnoma nesprejemljiv. Drugič je dekan fakultete, ki izobražuje novinarje, sodeloval pri tem prostovoljno in bi moral to vedeti, da je to nedopustno. Verjetno Peter je tudi dobil nek honorar. Društvo novinarjev. Peter, tudi honorar je verjetno. Društvo novinarjev je bilo čisto tiho. Pa je jasna kršitev vseh pravil, ne, ker se PR ne sme mešati z novinarstvom in oglasni prispevki se ne smejo mešati z novinarstvom. To je nedopustno za oboje. Ne. To je kršitev tudi oglaševalskega kodeksa, ne, pa PR-ovskega, ne samo novinarskega. Ne. In vsa senzibilnost je padla. Ne. Pred tokratnimi volitvami se je v Sloveniji zlorabljalo vse, kar je možno zlorabiti. Ne bo smo sovo, ne, ampak zlorabljalo se je te medije in to na take načine, ne, in celo fakulteto in univerzo. Ne, mene bolj to skrbi, zaradi neke izjave za N1, koga briga, ta del je pa res pomemben. Ne, tu pa ni bilo reakcije. Ne, in cele te novinarske fakultete nobenega ni zmotilo, nobenega protesta. Ampak če te zdaj prav razumem, Peter, zdaj glede na to, da je odgovorni urednik odstopil, pa so ga znotraj SeeAlla nekam premestili, je tako, ne? Jaz mislim, da je ta odgovorni urednik, gre za nekdanjega urednika s portala, je bil po mojem bolj manj žrtev. No. Potem, ko so se znebili Šuštaršiča, po enem letu, ne, so tega pač prepričali, da je igral vlogo Lopatiča, da je igral vlogo odgovornega urednika, v resnici gospod Želj, ki je bil že v preteklosti tudi direktor TS Medije in s tem tudi SeeAlla. On je sam osebno vodil. Jaz mislim, da je osebno vodil. On je tudi po mojem sklepa pogodbe. Jaz sem tudi, ko sem postal odgovorni urednik, ker je bil pred mano direktor, meni ni bil, ne, sem nazaj pogledal, sem videl, da je imel velik vpliv pri izbiranju. Ampak če je on zdaj odstopil, ta Lopatič, ne, in je zdaj ta gospa, kako Trunk Hrvatin, ne, kako se piše, ne? Ja, je pa šla že zdaj verjetno nazaj na obrambno ministrstvo. Kam je šla, sam ni več tam, mi pravijo. No. To pomeni, da so se že nekako, ko bi rekel, učistili, ne? Še predno bo sploh nova vlada, ali kako. To so v bistvu hitro poskrbeli. Nekaj tednov po volitvah, ne? Jaz mislim, da je tudi znotraj bilo narodno. No, so vsi vedeli v ekipi novinarski, da je ona prišla sem in da je delala neke nenavadne stvari, ki jih ne dela. Aha, da bo prišla samo začasno tja. Poglejte, da pride nekdo nov v uredniško ekipo in naenkrat začne interpretacije, raziskav javnega mnenja delati o vladi, prišel pa iz vlade. To vsi novinarji vejo, da je pač prišla, ne? Prišla, ja, da pač ima neko ozadje. Poleg tega so pa ravno skupaj z njo dobili iz SeeAlla, ne? Ja, poleg tega so pa skupaj z njo dobili tudi direktorja iz istega obrambnega ministrstva iz vlade, ne? Tega pa nisem vedel. Želj je tudi tam, ne? Oba skupaj. Prišla pa Črnčec na SDH, ne, ki je pa lastnik Telekoma in s tem SeeAlla, ne, to je, ne, vsi so lepo bili inštalirani, ne, in to je
za državo, glede, nerodno. Ne. O tem se je manj govorilo, več se je govorilo o čistkah na RTV, ne, ampak to je tudi neprijetna zloraba in še posebej bi morala skrbeti novinarsko fakulteto, ne pa univerzo. Se mene najbolj fascinira pač to, da je pač dekan, to je nekako pomembna javna funkcija, ne, način vodja, direktor, lider univerze, da je šel, bom rekel, v tako serijsko komentiranje, ne, po teh državnih oziroma paradržavnih medijih. Se tudi na RTV-ju je bil, ne, ni bil samo tukaj. Še študent je bil dekan Ernest Petrič, jaz mislim, da je takega, da bi za eno stran šel direktno propagando delati. Ne bi šel delati, to je sramotno. Ja. A lahko še en spomin prispevam na FDV? Tvoj spomin. Ja, moj spomin je zelo nedaven. Torej, to je bil, ne bom imena, ker pač bil en izredno znan poljski predavatelj, ki je FDV organizirala se pravi z njim srečanje, ne, prišel, ne. In jaz sem prišel zaradi tega predavatelja tja, ne, ker me pač te zadeve zanima, ker imam s Poljsko zelo dobre stike, pišem, ne. In ko vstopam v tisti prostor, to je bila na predavalnica, ne, sem zraven predavatelja zagledal tisto, bi rekel, profesorico, ki oziroma obramboslovja, ki ne ločuje, javno v medijih je to dokazala, ne ločuje med Rdečim morjem in Perzijskim zalivom, ne. In predvsem pa, kako je bila tudi Petra Bezjak, Cirman, tam, ne, sem se vprašal, kaj pa je to zdaj, ne. A predvsem ti ljudje, kako so mene gledali, ne, gledali so me na način, po mojem, tako kot je gledal jamski medved pračloveka, ne, z nekim radovednostjo in strahom. Kaj pa ta zdaj tukaj dela? Kaj pa ta zdaj tukaj dela? Tako sem se čutil, v nekem okolju univerza je odprta za resnico, za ljudi, za mnenja, to je definicija univerze. A sem ta občutek imel, kaj je pa ta zdaj prišel sem v naš brlog? To je točno tako, ne. In jaz sem tam pač, jaz nisem prišel zaradi njih, ne, jaz sploh nisem prišel kregati, ne. Jaz sem zastavil mu nekaj vprašanj, predvsem v zvezi z zamujeno priložnostjo v začetku ukrajinske vojne, v zaprtju zračnega prostora. To sva govorila, izmenjala sva si vizitke in tako, dobil sem njegov kontakt, zato sem prišel. Ampak prav ta bi rekel, ta ni naš, ta tujek. Tako prav ta nekako čutil, tako, ja. To je bilo v vseh pogledih, smo me tako prav tako gledali, ker sem prišel, bil sem prvič, ne. Da ne govorim o tem, da nisem mogel na WC, ti se bilo pa najhujš. Kje je WC? Tam. Grem, prijem nazaj, kje je moški WC? Tam. Grem nazaj, To je pa že nekaj časa, zdaj, Boštjan. Ja, pa jaz sem bil prvič. To so tako imenovana, in potem sem moral na WC za neko študentko oziroma za neko žensko, oziroma to je bila taka situacija, da se sploh nisem v življenju tako znašel. Jaz sploh nisem še bil v nečem takem, tako nerodno je človeku, pa ženskam zraven, mislim, da to je čist neverjetno. Ti si čutil, da je bilo njej nerodno, kako? Ja, pa ja, seveda, njej, pa meni, pa vsem, pa seveda se vsakmo nerodno, ne, WC-ji so ločeni, tako hočem reči, ta vtis, ne, predvsem pa ne govorim to zaradi tega, ampak to je tako, kot ti ne sodiš sem, ne. Mislim, to prav tist. Pa nisi paranoik, ne? Ne, jaz se pa, se nisem za njih prišel tja. Jaz sem zaradi tega poljskega profesorja prišel tja. Zdaj, Boštjan je omenil Petro Bezjak Cirman, ne, direktorico urada za informiranje, ne, vladnega. Pa tudi ona se bo zdaj vrnila na RTV, verjetno, ne? Tam jo čaka delovno mesto, ne? Pravico ima, pa to tudi ni tako neobičajno, bi rekel. Ampak nič več neobičajno. Bilo pa neobičajno, pogledajte, če bi to bilo v predvolilnem času in bi ona iz vlade bila, ne bi se vrnila in bi takoj začela objavljati velike članke v podporo Golobu. To je problem, ne? Temu se je mogoče izogniti. Tudi če nekdo pride v službo, pač ne more pisati o svojem prejšnjem delodajalcu takoj. To je nekaj tega, kot da bi, ne vem, Trump Levitovo poslal na CNN, da bo tam zdaj interpretirala javnomnenjske raziskave, kako so super za Trumpa kot novinarka. To je nepredstavljivo. Ne, pri nas so padle te meje med novinarstvom, pa politiko, pa propagando. Prvič se novinarji množično selijo iz medijev, predvsem javne televizije v vladne leve stranke, ne? No, zdaj vladne še, ne? Zdaj pa vidimo še obratno, ne? Da kar PR-ovce že pošiljajo za novinarje, zato ker tisti novinarji, ko so ostali, ne bi dovolj prijazno pisali. Še ni bilo, Zdaj pri Petri, ni edina, se imamo pomembnejšo poslanko, ne? Ki je šla gospod Mojca Pašek Šetinc, ki se je že vrnila na RTV Slovenija, ki je bila izjemno, že ko je bila novinarka, zelo aktivistična politično, potem je bila kot poslanka
primer, tako rekoč strankarskega vojščaka proti desnici, pa SDS, ne, in zdaj se je pač vrnila na to državno televizijo in po zakonu ima pravico do vrnitve. Dokumentarni program, ne? Ja, tega ni mogoče oporekati, se ni edina, ki se je vrnila v zgodovini. Točno tam tja se je vrnila, kamor se je vrnila Majda Širca, ne? Dokumentarni program. Ja, bi bilo pa zelo nenavadno, če bi pa zdaj poročala tako informativnem programu. Ali pa tudi ne. Jedno se tudi dokumentarci, ki je delala Mojca Pašek, so s področja politike, ne? Ona je delala v Kuča do dokumentarc, ne? Če bo to delala, bo to na nek način zloraba. Je pa to spet odvisno od vodstva. Trenutno vodstvo je možno, da je bo to vlogo dalo, zato ker je to vodstvo v celoti pač nastavila sedanja vladna koalicija. Ne? To je dobro spomniti. Mi se zdaj pogovarjamo, se spreminja zakon o vladi, takrat so za 5 povečali število ministrstv in smo postali država z največjim številom ministrstv v Evropi, tako rekoč. Zdaj se to zmanjšuje. Ampak oni so takrat hkrati sprejeli še zakon, ne, takoj po volitvah, da izvedejo generalno čistko, zamenjajo nadzorni svet, programski svet in vse glavne direktorje in tudi urednike televizije, ne, Slovenija. Ne. In je bil tudi nek referendum, kjer so celo večino v to norost prepričali, potem pa ustavno sodišče za nekaj časa ustavilo izvedbo te čistke, ne, dokler ni pač iz Evropske unije priletela zakon pa je še vedno tam, ne, stoji. Ne? Zakon pa še vedno stoji in še ni jasno, ne, ali je kršitev ustave ali ni. Peter, zdaj omenil si zdaj zakon o vladi, to je jutri na dnevnem redu, ne? Seje državnega zbora. Ne? Zdaj, splošna teza je, to je na predlog SDS-a, število ministrstv naj bi se skrčilo iz 19 na 14, plus en minister. Ne? Za mejce, kar je bilo že prej. Vrnili bi v prejšnjo stanje. Ampak zdaj, osnovna teza je, če bo jutri ta zakon sprejet, da je to že, bom rekel, potem padla zadnja ovira za to, da bi lahko Janša sestavil vlado. Ne? Gotovo je s tem postavljena struktura, pomembna, o kateri se pogovarjajo potem lahko stranke. Ne. Zdaj lahko se še zaplete. Ne. Hipotetično bi lahko sedanja opozicija, to je recimo nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo, celo javno pozvala, ne, ustavila spremembo, ne, z referendumsko pobudo. To, kar se je zgodilo pred 4 leti, s tem, da bi to bilo noro. Ker to pa ne bo šlo skozi. Ja, bi bilo plonkanja, ne? Da bi zahtevali še naprej 20 ministrov, pa 19 ministrstv, to je taka sramota, ne? To ne gre skozi. Vse so sami predlagali znižanje, zdaj Svoboda. Ampak so potem umaknili, ne, predlog? Ja, na koncu umaknili, ker bi se to amandmirali, bi bilo še hitreje sprejeto. Oni zdaj skušajo vendarle malo težave povzročati. No, zdaj, ko bo jasno, koliko je ministrstv, ne, potem se lažje pred premier dogovori tudi o neki delitvi. Ne. Saj tu ima še nekaj časa. On zdaj začenja pogovore z... Premier, kandidat za mandatarja, misliš, da je? Ja, bodoči premier. On zdaj začenja sicer pogovor z drugimi strankami, v resnici je odločitev pred parlamentom ne o teh ministrih, ampak o izvolitvi predsednika vlade. To je to, o čem se pogovarjamo. Ne? Zdaj, recimo, koliko glasov, recimo, potem ti jutri pričakuješ za tak zakon? 48 najmanj, 48. Če ne celo 50. Če bi bili pa normalna država, pa jaz mislim, 50 to pomeni, da šteje za 2 poslanca narodnosti. Ja, če bi bili normalna država, pa jaz mislim, da bi to zmanjšanje števila resorjev, s tem ministrov, državnih sekretarjev, računovodstva, PR-ovcev moralo podpreti 90 poslancev. Ja, v vsaki razumni državi. Mesec, oziroma pač Levica je danes rekla, da zakona ne bo podprla, zato ker se ministrstvo za delo seli v gospodarstvo. V gospodarski resor. Ne, razdeli se v bistvu med 2, pa še v ministrstvo za demografijo se te socialne zadeve selijo. Ja, ampak njih moti to, da se delo seli v gospodarski resor. Njih moti oboje, v bistvu, ker ne bo več ministrstva, ki ga je do zdaj Luka Mesec vodil, ne, ampak bo razdeljeno v 2 ministrstva. Eno je to za gospodarstvo, kamor bo šlo delo, drugo je to za demografijo, kamor bo šla sociala, ne, ki je pa pomembna stvar. Ne. Po mojem je to pametna rešitev, nujno je zmanjšati število resorjev in mislim, da tole, da sta delo in gospodarstvo ločena, ne, delodajalci in delojemalci z strukturo ministrstva se meni zdi posebej razumno, to so skupaj. Je bilo pa to vrsto let ločeno, ne? Ja. Je pa prav, da je sociala ločena, to hočem reči, to pa je nekaj drugega, ne? Ko je človek brez dela, takrat pa mora država poskrbeti, ne? Ko pa gre za ljudi, ki so, ne vem, zaposleni v nekih zasebnih podjetij, pa jaz ne vem, zakaj bi država se morala posebej ukvarjati z to. Neki si se nasmejal prej, ne? Ja, ker je to groteskno, ne, seveda, torej na čem oni ustrajajo na ločitvi ministrstva za delo od gospodarstva, ja, halo, sej živimo od gospodarstva, sej to je, ne, ampak to je pač ta refleks, ne, ta refleks, bi rekel, partijski refleks, ne, da vse se ureja preko tako imenovane birokracije, potem to ob teh
kolosalnih količinah zaposlovanja počasi postaja tako imenovana lumpen birokracija, ne? To je naš največji problem, ne? Ljudje, ki sami sebi ustvarjajo delo, sami sebi nalagajo probleme, ki jih potem sami oni isti rešujejo, tako kot je Musk povedal, ti zdaj zelo bi rekel, ta zadnji svetovni štos, da oprostite izrazu, bom probal to zavideti, da se dva zmenta, da je ta javni sektor oziroma to tako imenovano zaposlovanje in to podobno temu, da se dva zmenta, da gresta in potem je en prav leti dan 200 evrov, če poješ kup, kako bi zdaj to rekel, govna, on to naredi, potem pa drugi gre naprej in pravi, lej ti dam pa zdaj nazaj, pa ti pojej. In potem se denar se sešteje, se naredi, ampak oba imata škodo. In to je to, kamor mi s tem kolosalnim zaposlovanjem v javni upravi, to so ministrstva, oziroma neki sektori, neki oddelki, ki sami sebe vzdržujejo, da sami sebi dajo delo, sami sebi ustvarjajo probleme, ki jih oni sami potem rešujejo. To je grozljivo. In Musk je to seveda povezal še z umetno inteligenco, ki bo zdaj pač to odpravila. Namesto da bi mi, bi rekel, razmišljali, namesto da bi minister odhajajoči mesec razmišljal o tem, kako se lotiti tega največjega izziva, ki prihaja, umetne inteligence, ker to je pač izziv za gospodarstvo in predvsem ministrstvo za delo, to je pač ključni izziv, ker to bo naenkrat tukaj. Hrvati zdaj za 50 milijard ustvarjajo center za umetno inteligenco zraven nas 50 milijard. Hočem reči, ampak on razmišlja samo o tem, ker oni morajo imeti oblast ločeno od gospodarstva. To je temeljni motiv teh ljudi, ki se sklicujejo na levico. In to je pa pač rezultat za katastrofo. Kje so Drnovškovi časi? Kje so Bajukovi časi, Janševi časi? Ko je bilo gospodarstvo, predvsem pri Drnovšku, v središču vsega je bilo gospodarstvo. To so bila 90. leta, potem dokler je bil Drnovšek tukaj predsednik vlade do 2002, je bilo središče vsega, tako kot mora biti. Vrednostno središče je bilo gospodarstvo. Ampak zdaj, glavna stvar zdaj pretekle dni, kar se tiče sestavne vlade, je bila pa zdaj tale famozna poteza, pa odločitev Nataše Pirc Musar, ki se je odločila, mislim, da v petek, da ne bo podelila mandat nobenemu kandidatu za mandatarja, ker pač po njenem mnenju nihče ni prinesel 46 glasov. Potem pa, ko so začele razna novinarska vprašanja, pa naenkrat objavila nek tekst, v katerem je trdila, da ona ni tako, bom rekel, da je pač ponudila Robertu Golobu, čeprav ni prinesel 46 glasov, ampak da pač Golob tega ni sprejel. Zdaj pa, ko vidim, da je padla malo te zagate glede pojasnjevanja, pa pravi, da je razlika med ponujenim predlogom, ki ga je dala Golobu, in pa med podelitvijo mandata. Zdaj ponovno trdi, da ona Golobu ni podelila, ampak da mu je samo ponudila, da vzame. Pač je Golob zavrnil, tako da do neke podelitve ni prišlo. Ampak zdaj, ne vem, jaz pač, ko gledam, jaz dobro poznam Natašo Pirc Musar, jaz sem osebno zelo prepričan, da se je ona bala, da bo ravno za rojsten dan 9. maja, en dan pred iztekom tistega roka, ko bi pač ona mogla to po zakonu podeliti ali pa ne podeliti, prinesel 46 glasov, podpisal. Mislim, na tem še vedno stradi in da je šla ona v preventivno akcijo in mu je to nekako na tek način preprečila. To se jaz tukaj pred, mislim, 2 tednoma že povedal, da gospa Pirc Musar je naredila vse, kar more, da ne bi predlagala Janeza Janše, ker je pač levičarka in bo probala najti rešitev, da nekako predlaga Goloba, to pa ni šlo. Pri tej odločitvi zdaj je sporno to, da je pač ravnalo v nasprotju z pravno ureditvijo, ki jo ima ta država, ustavno in poslovniško v parlamentu, ki določa, da mora predsednik republike najpozneje v 30 dneh predlagati predsednika vlade v državnemu zboru. Zdaj lahko se zgodi, da mu v 30 dnevih ne uspe. To se je Pahorju zgodilo, ker pač ne Janša in ne Šarec nista pristala na kandidaturo, drugih pa ni bilo možno. Ampak gospa Pirc Musarjeva ni počakala, da bi se vsaj pogovorile stranke in da bi bilo jasno, ali ima kdo večino. En krog je upravila, posvetovanje. Ja, to takoj po volitvah, ko še niti se ni bilo... Začetku prejšnjega tedna to naredila. Ja, ko je pravzaprav Golob začel neko sestavljanje vlade, menda nacionalne enotnosti, v resnici neenotnosti, ker druge največje stranke nekako ni povabo, ker je SDS razglasil za nedemokratično stranko,
kar je zelo žaljivo, ne, to je tudi skrajno nesramno, tudi neverjetno od predsednika vlade, da kaj takega naredi, ne, to se pač v nekih normalnih sistemih naredi, ne, in ko se je to izkazalo, da ne bo mogel sestaviti, je ona vrgla takoj puško v koruzo, takrat je Janša povedal, da on še niti ni začel pogovorov v tistem delu, ne, da so še vse možnosti odprte in enostavno ni čakala. Ne, in je zdaj parlamentu sporočila, da zdaj, če se pošalimo, je naredila nekaj takega kot Robert Golob, ki je sporočil, da ne gre na zelo pomemben neformalni vrh EU, ker se pogovarjajo o denarju tudi za nas, ker ima obveznosti Sloveniji, ne pomembne parlamentu, pa pa tam ni bilo, verjetno je šel na morje. In isto je tudi ona zdaj rabila malo dopusta in je pač poslala parlamentu, se s tem ne bom več ukvarjala, s temi državnimi posli, to je zdaj vaš problem. Sej strašnih težav sicer s tem ni, malo je skrajšala s tem. Malo je skrajšala, ne? Potencialno je skrajšala sestavljanje vlade, res da če bi zdaj takoj predlagala Janšo, bi bilo še hitreje, ne? Ampak tudi na ta način zdaj v drugem krogu imajo ob predsednici republike v 2 tednih največ, ne, pravico poslanske skupine, pa tudi 10 poslancev predlagati in se bo pač po tistem izvedlo. Zdaj seznanili se bojo pa, čeprav razumem, danes je bilo to na kolegiju sprejeto 5. maja, to se pravi nekje 5 dni prej, kot bi se sicer. Ampak je pa de facto snedla besedo svojo, ne? Predvsem ni opravila vloge, ki jo od predsednika države zahteva ustavno in poslovniška ureditev parlamenta, ki pravi, da se mora potruditi in predlagati v prvem krogu. Samo on lahko predsednika vlade. 30 dni ima časa za to, da to naredi in tega ni naredila in to že po 2 tednih je obupala, ne, ko se v resnici pač predsednik SDS, ki je dosegel skoraj enako število glasov kot predsednik Svobode, razlika je 1% točka, ne, to je zelo malo, ne. Niti še nima možnosti resno pogovoriti, ker pač ne prečakal rezultate volitev, kar je razumno, ne, ker mora biti jasno, kako se je skristaliziralo in tudi, ker je še dovolj časa za to, ne. Še ne, do 10. maja je še daleč, ko je ta rok, ne, in je pomembno, ne, da se stranke dobro dogovorijo, še posebej iz opozicije, ne. Gospodu Golobu je bilo veliko lažje, on ve, kakšen je položaj, ker je zdaj vladar. Medtem ko opozicija ima drugačno situacijo, ne, oni prevzemajo neko oblast, zdaj smo tudi videli, da je položaj zelo drugačen, kot smo ga slišali pred volitvami. Pred volitvami so nam govorili, da je sjajna javnofinančna situacija denarja, kot to, če dvigujemo plače, delimo dodatne plače, minimalno plačo so dvignili. Zdaj, ko je pa ta desni trojček, sredinski, ne, predlagal en zakon, da bi malo več pšenice dali za to, da bi lahko sejali, ne? Zdaj pa so padli v nezavest, nikjer nobene rezerve, vse smo razdelili, ne? Celo fiskalni svet je to upozoril, ne? Da je država tako rekoč pred bankrotom, da si ne more privoščiti niti tega, da malo popusti ta strašno davčno breme, ki so ga navijali zadnja leta, ne? In v takem položaju je modro, da se te stranke, ki želijo prevzeti oblast, pa ki so tudi raznolike, ne, dobro dogovorijo, premislijo, kako ravnati, ne, in potrebujejo nekaj časa. In ta pressing predsednice, ne, ki je potem se zelo hitro odrekla, je tukaj mogoče tudi ni konstruktivno za državo. Mislim, hočeš reči, dejansko, če te razumem, zdaj, ona pač ni podelila, ne, možno, pač Janši, ne, možnost, da postane mandatar, zaradi tega, ker je pač politično, ideološko na nasprotnih bregovih roko. Težko je drugače pojasniti, zakaj pa ni počakala, da vidi, če ima večino, ne? Ker se zdi, da jo ima, ne? Ker je dobil, glede na to, da je bil predsednik državnega zbora izvoljen z 48 glasovi brez sedanje koalicije, da je zdaj kup odločitev bilo isto s to večino sprejetih, tudi zakon od vladi bo najbrž sprejet z 48, torej sprejema Janša 48 glasov, se zdi. Zdaj, ne, pa sej, ne, zdaj tudi ona ne odloča o tem, kakva bo vlada, to, kar je govorila, ne, da je proti neki manjšinski vladi. Ona samo predsednika vlade predlaga. Predsednik vlade pa potem v nadaljevanju išče neko koalicijo, tako ali drugačno. Ne. To bi še opozoril Drnovšek, ki je bil leta 96 izvoljen za eno koalicijo, v kateri je bila, ne vem, SD, pa tudi nacionalisti, ne. Pozneje pa je vlado sestavil minister čisto drugimi strankami, z ljudsko stranko, ne. Tako da to ni mogoče reči, da je... Popolnoma nesmiselne so pa tiste njene izjave, da se ona zdaj ukvarja s tem, kdo je govoril resnico na sestankih in podobno, ne. Tiste pa itak je... Ona je že takoj po volitvah tudi pokazala, da je strankarsko pristranska, takrat, vse že pred volitvami tudi, ampak po volitvah, ko je za tole afero Black Cube mahala, ne.
Tudi po volitvah je s tem mahala. Ja, tudi po volitvah. Ne. In to kaže na to, da pač dela za enega od političnih blokov, za levico. Ne. To je propagandna zgodba. Ne. Ker v tej zgodbi do zdaj, ko govorijo o nekih tudi prevarah, tu pa ne vem čem, premijer je govoril celo o izdaji, Golob, tu ni nobenih dokazov. To je samo propaganda. Itak so že dali na pol zadnjega reda, to zgodbo. Ja, mislim, da se bomo morali na njo vrniti, ker pa se je v tem pokazalo, vendarle, da so bile neke izjave na teh posnetkih, ki pa kažejo na dejansko sporno koruptivno ravnanje. Ne? Pa ne tega zasebnega podjetja, ki je registrirano tudi v Evropi, ampak pač oblasti naše. Izvolijo se. Ja, ona je pač seveda človek dvojnih meril, kot vsak kaviar levičar. Ona eno govori, dela drugo, in tu je predvsem, tako kot je Peter rekel, sem že prej povedati, tu je predvsem njeno sprenevedanje najbolj očitno postane v točki, da seveda je jasna parlamentarna večina, ker je izvolila predsednika državnega zbora, ki je najpomembnejša za njo, najpomembnejša oseba v državi. Ni izvolila, ne vem, sekretarke državnega zbora, ni izvolila, ne vem, lahko karikiram naprej, ampak je izvolila predsednika državnega zbora. Se pravi, to je bil zelo jasen signal, da se da iskati nekoga za to, da se mu podeli, se mu poveri pač zaupanje, da oblikuje vlado. In to je pač, mi smo tudi že pozabili, ko je bil ta referendum, o katerem smo govorili 4 leta nazaj, je ona se stopila z tega mesta piedestala, ki bi ga mogel imeti predsednik republike, in odkrito podprla eno politično opcijo na parlamentu, glasovala in povedala, kar je absolutno nesprejemljivo. In druga zadeva, ki se kaže, da so ti ljudje pripravljeni popolnoma vse napraviti, da obdržijo oblast in da imajo oblast in da so v tem popolnoma brezobzirni in da ne upoštevajo ničesar. To je seveda to, kar se je pa pokazalo in kar je pa izredno pomembno, je pa naslednja reč. Ta levica je v bistvu prišla do stopnje, ko je del sistema, ki vlada Sloveniji, danes totalitaren. V njem se moraš obnašati tako, recimo Samo Han je jasno povedal, desni ne, so takšni in drugačni. In to živimo skozi. Konec koncev se je na univerzi tudi zdaj zgodila odpustitev, se pravi Saške Štumberger, potem Nežmaha, kaj sem preživljal, jaz vem sama. Nežmaha. Mislim, da tudi nekaj podobnega, v glavnem. Pa Saške Štumberger, ki je pač rekla da Hamas posiljuje ženske in da ona ne more tega podpreti. Pa vem, kaj sem jaz preživljal, oziroma kaj jaz preživljam. Skratka, neko čiščenje vseh v celem javnem državnem aparatu, ki niso za to. In tak totalitaren sistem, res je, da nas je izredno malo, tisti, ki delujemo po resnici in po pravici. Ampak tak totalitaren sistem, kot so ga pa oni vzpostavili, ima pa neverjetno, se pravi, hudo pomanjkljivost, namreč to je, da ustvarja negativno selekcijo. Oni so ob vsej moči, ki jo imajo, ob vsem, kar posedujejo, ob vseh zlorabah države, volitve zgubili v razmerju 48 poslancev proti 40 poslancev. Najhujša zadeva, ki jaz je nisem mogel verjeti, ker sem jo videl, je pa prav ta tako imenovan Black Cube. Zakaj? Kaj je bil efekt tega Black Cuba? Neposreden politični efekt tega Black Cuba je bil, to so ga z nuklearno močjo udarili v medijski prostor, oni so hoteli obremeniti Janšo z strahotnimi očitki, hkrati so pa plasirali material korupcije njihovih lastnih. Ta je pronikal v zavest ljudi, tako kot so pronikali očitki, da Janša, bi rekel, tako rekoč drugi Eichmann, ne vem, najhujša stvar. Niso niti pomislili, da bo to imelo eno samo nujno posledico. Kadarkoli so Janšo stisnili in udarili, je zrastel. To je pač refleks slovenstva. Kadar so Kučana stisnili pa udarili, je zrastel. Recimo 92. leta. In zgodilo se je to, da ob vseh teh strahotnem, bi rekel, poletu negativnem na Janeza Janšo in na stranko SDS v zadnjem tednu kampanje preko Black Cuba se je zgodila absolutna polarizacija volilnega telesa in hkrati mobilizacija. Zdaj gre pa na smrt zares.
In s tem so Janši naredili v bistvu največjo uslugo, to je nerazumljivo, kako da so lahko tako napako naredili, ne? Da so vse manjše stranke reducirali, se pravi, reducirali so Levico, reducirali so SDS, SD za uprit Goloba, ne, ki je ogromno dobil, na desni so pa Logarja, ne, bi rekel, popolnoma zrinili na stranski tir. Predstavljate se vi situacijo, da ima Logar tisto, kar smo pričakovali, da bo imel, približno tretjino dodatnih Janševih glasov stranke SDS. Zdaj bi bil predsednik SDS-a v bistvu njegov talec. In to, kdo je to ustvaril? To so ustvarile alarmantne razmere Black Cuba, ki so v zadnjem tednu, najbolj čutljivem tednu, vzpostavili eno grozljivo polarizacijo prostora, šlo je za biti ali ne biti, za ali proti. Ne? In hkrati mobilizirale ljudi. Nova Slovenija pa mislim, da je bila iz tega izvzeta, predvsem zato, ker so peljali zelo dobro politiko, obljubili SP-jevcem, vsem tem in drugo, seveda delovalo je to sporočilo katoliške cerkve, vseh cerkva, mislim, da vseh cerkva, pravoslavne, katoliške, muslimanske in to, tako kot v evtanaziji, voliti je odgovornost vsakega državljana. Ob volitvah nihče ne ostane doma, voliti pa za življenje. In v tem kontekstu so se ti levičari zaradi negativne selekcije ustvarili, bi rekel, položaj, skratka, skopali so si past, v katero so sami padli. Ampak to je pa seveda, to je pa to, kar opažamo, da imamo na vrhu slovenske države ljudi, ki so neustrezni, ker so rezultat negativne selekcije. Ampak zdaj tole, recimo, da, če se vrnem zdaj k Nataši Pirc Musar, recimo to, da zdaj pač Janši ne da, ne podeli, ali pač ne ponudi ali ne podeli mandata, karkoli pač ono temu reče, a je to zdaj neki taki, bom rekel, politični refleks, ki je pač na drugi strani politične opcije, ali je to v bistvu že neka njena naložba na volitve predsedniške, ki bodo prihodnje leto? Ker eni pač pravijo, da če bi dala mandat Janši, ona, ki je kao levičarka, če bi dala desničarju mandat za sestavo vlade, da bi si s tem nakopala ne vem koliko zamer med potencialnimi levimi volivci in zato bi pač bila v slabšem položaju, recimo, prihodnje leto na predsedniških volitvah. Vprašanje, kdo bo konkuriral. Zdaj gre bolj na levo s to odločitvijo, zato z argumentiranjem, s tem zgubljajo volivce na desni. Zdaj, če računa, da bo levica tako strašno močna, pa da tu ne bo proti kandidata, potem je to mogoče celo neka računica. Čeprav mislim, da ono več časa podobno ravna. V tem primeru pa na srečo imamo ustavno ureditev, ki je to predvidela, in zato v drugem krogu lahko predlagajo poslanci pa poslanske skupine. Res pa je, da bo ta odločitev zdaj malo hitreje in ta bo pa usodna. Ali bomo dobili vlado, novega predsednika vlade in potem vlado, ali bo pa predčasne volitve. In tudi zato je neka igra, in tudi to krajšanje ima mogoče tu kak cilj, ne vem pa kaj lahko doseže, kakor vidim, so bili v SDS-ju, vse danes se je to videlo na kolegiju, še celo za hitrejši scenarij prevzemanja oblasti, torej da bi se takoj seznanili za to njeno odločitvijo, in bi potem še hitreje s tem lahko desnica prevzela oblast. Je pa še ena stvar pomembna, treba se spomniti to, da je gospa Pirc Musarjeva skupaj z sedanjo vlado zelo javno utemeljevala, kako bi bilo treba predsedniku povečati pristojnosti, da bi predlagal tudi sodnike, pa še druge pristojnosti. V tem primeru zdaj, smo dobili odličen argument, zakaj je to izjemno nespametno, če bi to naredili. Ker lahko naredi to, kar je zdaj naredila. Da svojih teh obveznosti, ki jih ima po ustavi, enostavno ne upravi, ker pač, ne vem, zaradi muhavosti, ker igra na neke prihodne volitve. Smo brez sodnikov, tako kot smo zdaj potencialno brez predsednika vlade. Na srečo je v drugem krogu več ni samo od predsednice odvisno, in se bo dalo tudi mimo nje izvoliti. Ampak pri sodnikih, če ne bi bilo drugega predlagatelja, smo bolj brez sodnikov. To pa je narodno. Ja, jaz recimo si ne predstavljam, to, kar je Peter omenil, da si ne predstavljam, da bi bile predčasne volitve, zato ker za predčasne volitve bi od poslancev glasovali najverjetneje poslanci SDS-a, morda tudi, ampak ne že vsi poslanci Nove Slovenije. Potem je pa ogromno vprašanje na levici, pa sem pa prepričan, da pa ne bi nihče glasoval, ker v bistvu glasovati za predčasne volitve, glasovati za lastno samoukinitev. In tako, kot si tudi enkrat napisal, ta zadnja odločitev bi potem padla v tretjem krogu za mandatarja. Ampak jaz mislim, da tretjega kroga niti ne bo, ker je Golob sama, in zdaj vztrajam nazaj,
bi rekel, pripravu terena, ne, da se oblikuje ta večina, ki je zoper njega. Ne. Torej, jaz sem se samo čudil, moram reči, da se čudil. Ne. In to tezo, ki se mi je potrdila o negativni selekciji, mi je potrdil sam Golob, ne, ker on je v času, ko je razglasil, da je zmagal na volitvah, naredil vse možne napake, ki jih je lahko naredil, mislim, da niti ene ni opustil in s katerimi si je zaprl absolutno pot do naslednje vlade. Ne, začenši z Stevanovićem, ne, ki ga je pač že kot prvega odgnal, oziroma tista vlada narodne enotnosti, ki je bila najbolj grotesken predlog, ker je izključevala najmočnejšo opozicijsko oziroma prejšnjo opozicijsko, zdaj pa drugo stranko, ki je za eno, kot je rekel Peter, za 1% razlike z Golobom. Ne. In potem je v tej vladi narodne enotnosti je seb dal vse tako rekoč pomembnejša ministrstva, Stevanovićevi stranki ni dal ničesar, ker ga je absolutno ponižal, SD-ju pa v Levici je dal po eno ministrstvo. Mislim, ta človek je torej, to je prav neverjetno in tudi namesto, da bi po izvolitvi Stevanovića razumel, da je ura, koliko je ura in da so se razmerja v parlamentu absolutno spremenila, ne, so njegovi mediji udarili po Stevanoviću, potem so šli na ustavno sodišče za preverjati glasovanje, s tem so ustavno sodišče porinili dobesedno pred alternativo, ali bo postalo popolnoma politično koruptivno in to sprejelo, ali pa bo reklo, poslušajte, lepo vas prosim, ne, bomo videli, kaj bo. Ampak hočem reči, ne, in tudi iz tega se niso nič naučili, tudi danes se niso nič naučili, ne. Predvsem pa, kar se v ozadju kaže, ne. Toliko in toliko ljudi vidi, da ta Svoboda in ta ves cirkus Luka Mesec in SD, ne, da njim sploh ne gre za državo, pa sploh ne gre za ljudi. Njim gre samo za to, da imajo oblast, ne, in da se do nečesa dokopljajo. Jaz sem rekel, pred volitvami sem ves čas govoril, to je bila kad verujem v enega Boga mantra. Golob, ta levica, ta sedanja garnitura ne more dobro napraviti na volitvah, zato ker je v vojni z vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva. Kmetstvom, se pravi obrtniki, podjetniki, zdravstvenim osebjem, zdravniki, konec koncev upokojenci, ki so jih hoteli zastropiti, kristjani, cerkev in tako naprej. Ne. Potem so jih upokojenci sicer glasovali za njih, ne? Večinsko. Upokojenci niso glasovali, torej kateri upokojenci? Za njih je glasoval, bi jaz rekel, aparat partijske države, nekdanji člani Zveze komunistov in ljudje, ki so po takih in drugačnih linijah bili del nekdanjega aparata te države, ali so še prejšnje države, ali so še danes v nekakšnih takšnih pozicijah. Ne pozabiti, jaz sem to zelo iz Zagreba zvedel, da na Hrvaškem od leta 45 do 90 je šel vsak moški vojsko služiti. Vsak 10. moški je pristal na sodelovanje s Kosom. To sem zvedel od Željka Kekića. Vsak 10. To je armada ljudi, samo Kos, ne govorimo o UDBI, ne govorimo o partiji. Ne. Ti ljudje so tistih, kar je pa za se absolutno zamisel, da 42% tvojega volilnega telesa je staro 65 let. Kje imaš potem prihodnost? Nimaš ene. Ampak to zdaj, ko menjamo Goloba, nimate videli občutek, jaz imam pač podobno občutek, da on bi prosto že nehal delati, ne? Zdaj smo rekli, vidite, tam na evropski vrh na Cipar ni šel, ne? Smo dobili novico, da so zmanjšali budžet za 13%, ne? Oziroma sredstva v Sloveniji, tako je prišla ta novica, čeprav nas je Macron, ne, zastopil, ne, na podlagi Golobovega pooblastila, ampak imam občutek, da je preprosto že izklopil, da je nehal delati, ne? Tudi hitro je obupal nad sestavljanjem koalicije, ne, za tistim prvim projektom. Ja, ampak hočem reči, tudi če je zdaj obupal na sestavljanje koalicije, on bi kot premier, ki opravlja tekoče posle, moral delati tekoče posle, ne? Ja, in tudi sodelovati naprej na evropski ravni, tudi če v domači politiki, kaj zdaj pač izginil in ga ni, ne. Zdaj je pa na drugi strani pa resen problem tudi pri teh desnih strankah, ki se zdaj dogovarjajo, ni tako enostavno in samoumevno, da mora SDS prevzeti oblast. In tu bi Golob, če bi pamet, tudi moral pozorno opazovati. Pred državo niso preprosti časi, prvič zaradi strahovitega zapravljanja, ne, ki je šlo vse do skrajnih limitov, ne, ni nekih velikih rezerv, imamo tudi neko krizo, mednarodno, ne, ki bo povzročila težave, drugič ta desna vlada bo potrebovala neko enotnost, ne,
nima pa 46 glasov v resnici zagotovljenih v sami koaliciji. Ne, bo najbrž resnica, vsaj za zdaj se zdi tako, igrala nek zunanji člen. Zdaj, treba računati na neke dodatne težave, če se zdaj dobro ne dogovorijo. Ne. Sedanja vladna koalicija si je namontirala ustavno sodišče, kjer imajo praktično absolutno večino že po novem. Ne. Niti več ločenih ne bo, ne. Ker so pač skadrovali svoje. Ne. Imajo tudi, zvedli so čistke in si podredili velikansko večino medijev, ker bojo tudi spet neke težave. Saj to mediji niso tako strašno pomembni več, kot so bili nekoč, ampak še vedno s tem je treba računati. Ne. In tu mora Janša biti pazljiv in zdaj doseči nek dogovor, ki bo tudi jamčil mu, da bo on kot vladar lahko kaj naredil, ne pa da bojo čez pol leta ali pa čez 1 leto spodnesli noge in bo samo škoda. Ne. Tako da to dogovarjanje je pomembno. No. In tako sem pregovoril o predčasnih volitvah, ta nevarnost na nek način sili tudi te majhne stranke k večji resnosti, ker one si ne morejo privoščiti predčasnih volitve. SDS si jih po mojem lahko. Ne. Vprašanje, če se jih lahko demokrati, vprašanje, če je to v interesu resnice. Ne. Ja, zdaj imam, tako bom rekel, ali pa tudi SD, pa Levice. Je kar občutek, da si zdaj te manjše potencialne koalicijske partnerice, NSI pa pri demokrati, želijo vlado, ne? Ja, zdaj ta občutek je. Priložnost je, ne, desnica je na nek način dobila volitve, tu se jaz s tabo strinjam, ne, imajo načeloma dovolj glasov, problem je, da je del te desnice ta nova desna stranka, ki je skrajna, resnica, ne, ki ima tudi neke čudaške zunanje politične ideje in ki niti noče iti v vlado. Ne. In tu je treba najti rešitev, kako zagotoviti, da bi ta vlada, ki bi temeljila na sodelovanju take stranke, pa še tudi demokratov, ne, mislim, da nas bojo manjši problemi, da bo dolgoročno stabilna in da bo lahko naredila kaj dobrega za ljudi. Ne? Peter, recimo še ta pomislek, ne, resnica si sploh ne more, mislim, ni nobene logike, da bi resnica si želela predčasne volitve, ker v nobeni konstelaciji ne more dobiti več, kot je dobila, ne, mesto predsednika državnega zbora, ki je ključno mesto. Ne. Pa še to, da tako po prvih vtisih Stefanović to mesto upravlja dobro, oziroma pač po prvih vtisih precej bolje kot pač prejšnja predsednica državnega zbora. Ne. Oni že zaradi tega ne morejo biti za predčasne volitve. Ne. Tu se moramo pač spomniti te zgodovine, ne, ko smo imeli neko vlado v podobnem položaju v preteklosti, ne, ko je prva večja kriza prišla za tistim poročilom z goljufanim, ne, gospoda Gorana Klemenčiča, ne, ki je kršil zakon, zato da je obtožil premiera Janšo, ne, ki mu ni dal možnosti odgovora, kar bi po zakonu moral, pa je celo sam pripravljal ta zakon, pa je to samoumevno, da mora imeti obtoženi možnost vsaj odgovoriti na očitke. Ne. Takrat so te majhne stranke naenkrat šle ven Virantovi, ne. In tudi resnici LS se je distancirala, ni šla čez ven. In je vlada v nekem zelo ključnem trenutku, ne, ko so pripravili velike spremembe, ne, ki so bile nujne, ker jih prej Pahorjeva vlada ni naredila, padla nenadoma. Vseh teh situacij, po mojem, v koalicijskih pogajanjih zdaj ne moš doreči za naprej. Ne. To je praktično nemogoče. Zdaj pa je mogoče vendarle dogovoriti o nekih skupnih stvareh, skupnih ciljih in si jih zastaviti in tudi neke, kako bi rekel, dogovore o mehanizmih dogovarjanja, dogovoriti, da se izogneš potencialnim težavam. Zato potrebuješ nek čas. Sploh za novo stranko, kot je recimo, ne, Resnica. Oni nimajo nekih izkušenj znanj, to ni preprosto. Če jaz sem zdaj gledal njihove poslance in niso vsi ravno slabi. Ne? So nekateri me celo presenetili. Nečesa ne smemo pozabiti, ker zagotovo, mogoče to javnost ne ve, ampak zagotovo to vedo politični akteri v teh, recimo, vseh strankah, pa predvsem v malih strankah. Ne? Po tem obratu s pričo Klemenčiča, to je bilo 8. januarja 2013. leta, ta KPK prišla ven, ne, so stranke zapustile vladno koalicijo in sicer 2 stranki sta zapustile, ena je bila Virantova, druga pa Slovenska ljudska stranka. Nova Slovenija, tedaj še pod Ljudmilo Novak, ni šla v drugo vlado, ne, in je ostala in tudi ni zapustila te vladne koalicije, ki jo je pač vodila SDS. Ampak kako se je zgodilo strankama, ki sta demonstrativno nastopili proti? Obe sta izginili. 2014. na naslednjih volitvah, se pravi, to je bil pa potem 13. julij 2014. leta, Virantova stranka izpade absolutno že na evropskih volitvah in Slovenska ljudska stranka izpade. Ampak se zdaj Virant sam razlaga, da je bila napaka, to, da je šel pač v vlado Alenke Bratušek takrat. Mnogo ima Virant takrat. Še zadnjo vprašanje, no, predno končamo. Zdaj, a se vi da predstavljate zdaj po vsem tem, vedno Golob je pustil
ne dela več tekočih poslov, da bo on lider opozicije. Da bo sedel v parlamentu, debatiral, se prepiral za ministri, predsednikom vlade. Vprašanje za $1 milijon, jaz bi rekel, ta opozicija si lahko samo želi Goloba, ne? Ker vse njegove karakterne lastnosti izhajajoč iz tega. Ta pozicija, misliš, ne? Ta sedanja nastajajoča pozicija si lahko tako, samo želi Goloba, zato ker on je naredil že vse možne napake in bo to tudi ponavljal. Zdaj, nevaren bi bil nek novi človek, nek novi obraz, to je vedno nevarno, nek novi obraz, ampak zdaj ga trenutno ni videti. Predvsem pa jaz mislim, da Golob ima toliko tega notranjega vzgona, potem, da ostaja tam, kjer je, da enostavno kam naj pa gre, sej potem izgine, če se bo on umaknil, ga bojo pač zabetonirali, tako kot so recimo Cerarja, lahko ga kdaj še pripustijo na odmeve, da nekaj pove, pa to je to. Cerar je postal dekan pravne fakultete, znotraj pravne fakultete, to poznam, njega niso nastavili njegovi za kontrauslugo. Za razliko od Cerarja se bo Golob tudi verjetno soočil s kakšnimi postopki, pred KPK-jem, kakšno parlamentarno preiskavo in podobno. Tako da pa predvsem bo izginil, potem bo pa samo še obtoženec, osumljenec in preganjanec strani zakona. Tako da za Goloba je to velika, ampak jaz mislim, da bo on nekaj časa še zagotovo stal konec koncev zato ker on nikoli ni bil sam, sta bila Robertina. In Robertina, če berem Požare Porta, mu že zdaj bi rekel, daje hude lekcije, in zdaj seveda te lekcije, če bi pa on izginil v popolno anonimnost, bi jo tudi za njo postal nezanimiv. Na nek način se je že zdaj obnašal, kot da je v opoziciji. To ravnanje, ko je druge SDS obtožil, da so nedemokratični, potem je za demokrate pa resnico rekel, da so prevaranti, in vse druge. To se ni obnašal kot vladar, kot nek odgovoren državnik. To se je obnašal, kot da je nek pobalinski opozicijski poslanec. Tako da zdaj, ko bo pa dejansko v tej opozicijski vlogi, ne vem točno, kaj mu sploh preostane. To je že vse zdaj počel. Ne vem, jaz si zelo težko predstavljam. Je pa zanimivo, zadnjič sem slišal, tako bom rekel, z nekih virov, ki so bili čisto pa stvari, da je v bistvu Golob čisto resno računal, da se sploh s tem v bistvu nekaj dosti ukvarja. On je bil pripričan, da bo Stefanović resnica, če pride v parlament, na njegovi strani. Brez da bi se z njim kakorkoli pogovarjali, dogovarjali, kaj načrtovali, lobirali, karkoli. Naredil je pa vse, da ne bo niti ga. In to, da je bila potem, zato je bilo tako začudenje, pa taka sovražna reakcija potem, ko je pač Stefanović s pomočjo desnice postal predsednik državnega zbora. Če pogledamo na tej desno-sredinski strani, se Stefanović je šel pogovarjati z njim, pa tudi demokrati so se šli po volitvah. Po volitvah. So se šli. Oboji so se šli pogovarjati z njim obratno. Če pogledamo pa to levo sredinsko stran, se pa nobeden ni bil pripravljen za drugo stranjo pogovarjati. Ti so dejansko fanatiki. Ti so norci. Ti niso za dialog. Oni so, mi vladamo, pa nas ni. Druga stran je bolj tolerantna, odprta. In tudi Janša, to, ko sem že pred volitvami razlagal, Janša je sposoben sestaviti vlado tudi preko pola svojega. To je že večkrat v preteklosti. On naredil na levi, razen Drnovška, nihče tega nikoli v zgodovini ni in tudi Golob do zdaj ni. In po volitvah se je točno to pokazalo. Golob se ni sposoben pogovarjati niti s tistimi, ki so mu pa zaprav relativno blizu, kot resnica bi potencialno lahko bila. Ker pa tudi demokrati deloma, loga, ker je šel stran konc koncev SDS, so zato tam tudi neki konflikti, bi se bilo mogoče zmeniti, ampak enostavno ni bil pripravljen ničesar ponuditi. Kaj so pa na drugi strani rekli? Odreči se največjim skrajnežem, levici, Luke Mesca. Res, da je tu ima veliko težavo, ker so podobni skrajneži tudi njegovi stranke, ampak se ni bil pripravljen o tem niti pogovarjati. Bolj pa seveda je težko se dogovoriti. Drnovšek je to bil sposoben narediti. On da je vstopil v koalicijo z SLS, se je gladko odrekel SD-ju, pa nacionalistom in jih je poslal v opozicijo. Ali pa tudi že prej, ko se je zmenil z Peterletom pa z Janšo, takrat je tudi še SD bil zraven. So ravno tako eni, ki so prej bili za njega izviseli. To je pač politika. Če si državnik, moraš včasih kaj žrtvovati. Z SD je imel separatni sporazum. Še nekaj treba vedeti. Z resnico ta zadeva ni enostavna. Resnica je nekompatibilna z svobodo preprosto po programu. Jaz sem bil presenečen. Program je prvič. Boj zoper korupcijo, to je prva točka programa, se ga lahko vsak prebere. Boj zoper korupcijo. In to seveda trči v svobodo, ker je glavna. Golob je rekel, da se oni že ves čas bojijo zoper korupcijo. Kaj vse je rekel? Drugo je suverenistična stran
stranka, to je absolutno suverenistična stranka, ne? V tem smislu je to zelo, bi rekel, desna stranka, ne? Suverenistična. In tretje v programu je zmanjšanje davčnih bremen na vsak način. To je popolnoma, vse tri postavke so de facto nezdružljive z svobodo in z levico in s tem. Nezdružljive. Ne? Dobro, Peter Boštjan, razen če bo še kaj dodal za hip. To bi rekel, gospod Stevanovič je bil prej funkcionar Slovenske nacionalne stranke, ki je ravno tako imela nek nezdružljiv program, pa je bila včasih levo, včasih desno, pač odvisno, kje jih je kdo potreboval. V resnici je bil Jelinčič celo bolj rezervno kolo Drnovška kot pa Ni pa Jelinčič desnice, nikoli uspel postati predsednik državnega zbora, ne? Ne, to pa, Videl pa sem, da mu je pa čestitil, ne? Si videl, da X-u, na omrežju X je Spregledal je pa Slovenska zanimivo. nacionalna stranka čestitala Stevanoviču za izvolitev takoj, ja? in korektno. Korektno, bi to ja. naredil. Ja, seveda. Skratka, Korektno. Peter Boštjan, najlepša hvala za vajne komentarje danes. Mi se vidimo znova v petek, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.